kot lastnik nepremičnine, kot bodoči kupec ali kot bodoči prodajalec moram biti seznanjen z... V bistvu moram zahtevati pravnomočno gradbeno dovoljenje s sestavnim delom celotne projektne dokumentacije, plus uporabno dovoljenje s celotno projektno dokumentacijo, vsi originali. Seveda mora biti pa stavba popolnoma skladna z dokumentacijo in izdanimi dovoljenji. Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni spet v oddaji Moj dom. Danes je z mano gospod Aleksander Cegnar, projektant. Aleksander, kaj je vaša prioritetna dejavnost? Prioriteta je projektiva visokogradnje. V zadnjih 10 letih se pa vedno več ukvarjam tudi z legalizacijami objektov. To je nekako glavna dejavnost. Ja, saj spoznali smo se že preko posla, mi kot nepremičninska agencija, ki jo vodim, in vi, ki ste nam pomagali pri energetskih izkaznicah. Sam zakonodajalec nam je pred nekim letom uskladil našo zakonodajo z evropsko in vse hiše oziroma nepremičnine, ki jih prodajamo, morajo imeti energetsko izkaznico, se pravi hiše, stanovanja, kjer živimo. In pa tudi, če oddajamo takšne nepremičnine, moramo imeti energetsko izkaznico. Tudi že pri oglaševanju. Aleksander, kaj nam ta energetska izkaznica sploh pove? Energetska izkaznica, bistvena informacija na njej je poraba energije na ogrevano površino stavbe in priprava tople sanitarne vode. Je pa res, da sta ta dva podatka majčkeno ločena in je potrebno ta podatek energije pomnožiti s površino ogrevane stavbe. So pa tudi podatki o porabi energentov, nekako o sistemih, ki so vgrajeni. So pa tudi priporočila, ekonomsko nekako upravičena, se pravi ukrepi, ki so zelo hitri, efektivni. Mogoče je to eden izmed zelo pogostih ukrepov samo izolacija na podstrehi, ki se enostavno vgradi. Potem pa drugi ukrepi, kot je fasada, ki je mogoče cenovno bolj visoka, ampak je bistveno bolj efektivna. Ja, to so bistvene stvari, mogoče je pa cela serija drugih zadev pri stavbi, ampak tam bi priporočal tudi projekte. Se pravi, kdaj si rečemo, ali pa nekdo, ki prodaja, zakaj pa sploh rabim to energetsko izkaznico. Ampak v končni fazi za nekega kupca je pa to zelo dobra informacija, koliko bo stala hiša še v prihodnosti in pa koliko tudi bo poraba ene energije na letnem nivoju. A je tako, a ne? Ja, res je. Je bistvena informacija na energetski izkaznici, v katerem razredu je. Ali je to A, B, C, D do G. In v razredu G ob nakupu lastnika čakajo kar veliki stroški. Ti stroški se pa zelo hitro lahko zmanjšajo z vgradnjo toplotne izolacije. Že mogoče podatek je, brez toplotne izolacije stavba je dodamo 3 cm termoizolativne fasade, preskoči celo 2 razreda. Je pa odvisno, kako je oblikovana in tako naprej. Tako da stavbe zgrajene okoli 70 let, ki se izolirajo, preskočijo med porabo 3000 litrov olja na porabo mogoče samo 500 litrov olja ali pa še manj. To se pravi, so prihranki lahko zelo veliki. Pri 15 do 20 cm vgrajene toplotne izolacije. Tako da ti podatki res niso zanemarljivi. Jih pa ljudje zelo različno
obravnavajo, jemljejo resno, kakorkoli že. No. In vse te vgrajene toplotne izolacije vplivajo tudi na bistveno manj zagonov ogrevalnih sistemov. Se pravi, s tem podaljšamo tudi življenjsko dobo. Super. Koliko časa pa takšna energetska izkaznica potem velja, ko jo izdelamo? Velja 10 let, zaenkrat te spremembe ni. Kaj pa, če mi vmes, zdaj smo naredili energetsko izkaznico, potem pa mi damo nov toplotni ovoj gor, zamenjamo okna, ali potem to obnovimo? To so pa spremembe, ki vplivajo na izkaze in takrat bi bilo potrebno to izkaznico obnoviti, pripraviti novo, še posebej, če gre za prodajo ali pa oddajo tega stanovanja. Sicer je pa to izboljšan podatek, ki mogoče vpliva tudi na vrednost stavbe oziroma stanovanja. Sigurno se pa lahko tudi na kvadratni meter dobimo boljši denar. Tako je. Zdaj lahko samo toliko dodam, da tudi v primeru, da prodajalec oziroma lastnik nepremičnine, ki oddaja nepremičnino, nima te energetske izkaznice, je predpisana globa tudi že pri samem oglaševanju, če oglašuješ, ki jo mora plačati lastnik, tam med 250 pa 300 evri nekje. Ja, nekako tako. Aleksandar, zdaj pa gremo na bolj takšno perečo temo. Tukaj, ko se prodajajo nepremičnine, zdaj v zadnjih letih že banke zahtevajo za vsako nepremičnino uporabno dovoljenje, se pravi, kjer se biva noter, stanovanjsko nepremičnino. Zdaj vidimo tudi, da je en del zakona zamrznjenega za legalizacijo daljših objektov daljšega obstoja, tako ja. Pa mi tako čisto vprašal, kje je ta problem nelegalnih gradenj v Sloveniji? Kje smo mi tukaj? Koliko je teh nepremičnin, kjer je ta težava nastane, bomo tako rekli? Mislim, da ta podatek o nelegalni gradnji in neskladni gradnji ni nikjer zapisan, niti ni statistike, kakorkoli že. Moje izkušnje nekako vsak dan prikazujejo višji odstotek. Tako da mogoče nelegalne gradnje popolnoma brez gradbenega dovoljenja je mogoče 5 do 10 odstotkov. Neskladne gradnje je pa celo 95 odstotkov ali več. Tako da je zelo redka stavba, ki je zgrajena popolnoma skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo. Tukaj bi mogoče res poudaril, da je pomembno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ampak tudi projektne dokumentacije, ki je sestavni del te odločbe in bi mogla biti skupaj speta. Ker se zelo rado zgodi, da pregledniki, banke, notarji, pravniki pri pravnih poslih gledamo samo tekstualni del. Stavba je oblikovana pa bistveno drugače in mogoče celo ni skladna s prostorskimi akti. Tako da pri teh objektih, še posebej pri nakupih, bi svetoval, da se zahteva pravnomočno gradbeno dovoljenje s projektno dokumentacijo in uporabno dovoljenje s projektno dokumentacijo. Šele na podlagi grafike se lahko ugotovi, kakšne so skladnosti, če sploh so. Odstopanja so pa največkrat mogoče pri samostoječih stavbah, pri prizidkih, pri višinah kapi, slemena, naklonih. Zelo pogosto se pa spregleda pozicijo stavbe na gradbeni parceli. Ta pozicija vpliva tudi na pridobljena soglasja od sosednjih meja, pridobljena soglasja od pristojnih komunalnih soglasodajalcev in tako naprej. Tako da ta odstotek, ki sem ga povedal, je še bistveno višji in je res potrebno biti pozoren pri vseh stvarih. Saj vem, kako še tudi sam sem gradil, in je bilo tako, da je prišel zidar še v tistih časih, pa rekel, dajmo še en cegel, eno peko više gor, pa boš imel več prostora, pa to. Ampak dejansko, Aleksandar, kakšna pa so lahko odstopanja od gradbenega dovoljenja, da to še nekako ne rečemo, da je neskladna gradnja? Odstopanja od gradbenega dovoljenja so po zadnjih
zakonu 50 cm, dolžina, širina, višina kapi, višina slemena, o naklonih se niti ne govori, od pozicije stavbe na parceli, situacija in odmikih se niti ne govori. Tako da pravzaprav situacija izgleda tako, če stavbo povečamo, pa samo za 50 cm, bi ugotovili, da je še vedno skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Ampak smo zelo hitro pozabili, da vpliva tudi na odmik od sosednje parcele. Tukaj se pa vse zgodbe zaključijo. Tako da je potrebno v vseh teh primerih vse te postopke v kompletu ponoviti, ki so pa zelo dragi, ker pri novogradnjah imamo še nekaj manevrskega prostora in kadar je vse na papirju, lahko prilagajamo soglasjem in vsem tem zadevam tekom postopka. Pri zgrajenih objektih pa tega manevrskega prostora nimamo. In vsi ti členi, ki so bili navedeni v gradbenem zakonu, zelo gladko vsi odpadejo, ker v praksi ne funkcionirajo. Funkcioniral je člen, ki je bil zamrznjen, 146. člen, dovoljenje za objekte daljšega obstoja, je bil pa zelo radikalen, preveč odprt, zato se je zgodilo, kar se je pač zamrznjen s strani ustavnega sodišča. Aleksander, predlagam, ker so odprla zanimivo temo, da to si vzameva nekaj minut časa, počitka in se vrnemo po oglasih. Ja. Drage gledalke, dragi gledalci, spet smo nazaj v oddaji Moj dom. Z mano še vedno Aleksander Cegnar, projektant, strokovnjak na področju legalizacije nepremičnin, izdelovalec energetskih izkaznic, izdelovalec projektov. Tako da, Aleksander, odprla sva zanimivo temo zamrznitev zakona, legalizacija objektov daljšega obstoja. Dajmo reči, kdaj termin objekt daljšega obstoja? Od kdaj se to šteje? Od katerega datuma? Preden je prišlo do zamrznitve tega člena, je veljala letnica 1.1.2005. Če se stavba od tega datuma do danes ni spreminjala, glede na gabarite stavbe, in se ni spremenjala tudi njena uporaba, bi načeloma lahko pridobili dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Je pa res, da je potrebno vse to dokazati, da se stavba v vseh teh 20 letih ni spreminjala. Tako da te zadeve postanejo zelo stroge, no, je pa ta člen bil zelo odprt, mogoče preveč odprt. Lahko se je legaliziralo stavbe tudi na kmetijskih območjih, gozdnih območjih, na območjih Zavoda za varstvo kulturne dediščine, na poplavnih območjih, na območjih rezerviranih za avtoceste in druge ceste. Tako da pravzaprav je bilo pričakovati, da se bo s tem členom nekaj zgodilo, kar se je in je trenutno še zamrznjen. Vsi pa nekako pričakujemo, da bo vseeno odmrznjen. Mogoče bi bilo res potrebno uvesti nekatere varovalke za vsa ta območja ali pa mogoče polpogojno z določenimi soglasji. Je bil pa to edini humani člen, s katerim se je še dalo nekako normalno legalizirati stavbo. Sicer je ta odločba tudi pogojna, tako da za njo je bilo potrebno izdelati posnetek stavbe, posnetek parcele, gradbene parcele, odmike, dokazati lastništvo in stavbne pravice in dokazati, da se ta stavba pač 20 let ni spreminjala.
Pravzaprav je ta člen bil zelo v redu, pravzaprav za vsa ta stavbna območja, ki te razlike oziroma ta odstopanja 50 centimetrov niso bila tako huda. Tako da se je z njimi pa vseeno dalo marsikaj legalizirati in tudi popraviti vse podatke v Geodetski upravi Republike Slovenije. Tako da so postali podatki popolnoma skladni. Kako pa mi dokazujemo obstoj, rečemo, s kakšnimi dokumenti oziroma so lahko tudi sosedje priča, kakšna dokazila moramo mi to? Ja, največkrat so bila ta dokazila ortofotosnemanja Geodetskega inštituta, fotografije originalne, zelo priporočljivo je, da so bili zraven datumi, potem tudi priče, seveda polnoletnih oseb, ki so pravzaprav to stavbo poznajo že najmanj 20 let, potem pa še vse drugi dokumenti, še posebej so bili pomembni datumi. Tako da se pa vse te zadeve morajo dokazati z gotovostjo. Ne samo z verjetnostjo, verjetnostno dokazovanje je bilo pa v skladu s 150. členom, to je bilo pa za izdajo dovoljenj za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967. Toliko v grobem. Kakšne dokumente pa danes že vidimo, ko prodajamo eno nepremičnino in potem zahtevajo, največkrat rečejo, uporabno dovoljenje, to zahtevajo banke največkrat, potem cenilci, ki pridejo na sam objekt, pa rečejo, kje pa uporabno dovoljenje, ampak kakor jaz vem, da določene stavbe uporabnega dovoljenja sploh nikoli niso dobile, Ja, ta problem je nastal v zadnjih letih do leta 2017. Samostoječe stanovanjske stavbe, zanje ni bilo predpisano nujno pridobitev uporabnega dovoljenja. Za enostanovanjske to? Za enostanovanjske samostoječe stavbe, še posebej v lastni gradnji, ni bilo posebej predpisano, da je zanje nujno potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Leta 2017 je prišel zadnji zakon, ki je vse to poostril. In če ne poznamo teh starih zakonov, vse te objekte obravnavamo enako strogo. Zaradi tega večina teh objektov enostanovanjske gradnje nima uporabnega dovoljenja. Tukaj se začnejo pa zelo veliki problemi. Pridobiti uporabno dovoljenje s strani projektanta ni enostavno, če gremo v skladu z rednim postopkom. Vsi ti dokumenti so po večini izgubljeni. Vse skupaj je bilo risano ročno, zdaj je vse skupaj digitalizirano, tako da pravzaprav bi mogli posneti stavbo, zrisati arhitekturo, ponoviti postopek, izdelati statično presojo stavbe, tudi vsi ostali načrti, elektroinštalacije, strojne inštalacije, vsi elaborati, šele s tem bi ugotovili, da je stavba varna in šli v postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Zdaj vse te stavbe so dokaj kvalitetno grajene in vsi ti postopki so zelo dragi. Je pa zopet bil zelo v pomoč ta člen, 146. člen, ki je pa vse te stavbe omogočal, da smo izvedli legalizacijo in legalizirani objekti pridobijo tudi uporabno dovoljenje. Tako da je bil s tem členom tudi vsi ti postopki pridobivanja uporabnih dovoljenj bistveno bolj poenostavljeni, pa
še vedno legalni. Pa cenejši najverjetneje. Bistveno cenejši, ker če bi to izvedel projektant v letih 70, 80, 90, je bil postopek dokaj enostaven. Izjava projektanta, da je bila stavba zgrajena skladno s projektno dokumentacijo, geodetski posnetek, to pomeni, da je tudi zgrajena na poziciji, ki je bila določena. So zelo redke stavbe, ki so takrat to pridobile, mogoče 1 na 1000. Tako da priporočam pridobivanje uporabnih dovoljenj v skladu s postopki legalizacije, če je to sploh možno. Toliko v grobem. Se pravi, v vsakem primeru je res priporočljivo vzeti nekega strokovnjaka, naprimer vašega kova, in da vsaj informativno ljudi vejo, kaj narediti, da približno, ker na koncu ljudje so zbegani, enostavno ne vejo več, kaj, kako, kaj sploh je treba narediti, kaj ni potrebno narediti. Sigurno priporočam, da to naredi strokovnjak, da ne počnejo tega ljudje sami, ker bodo izvedli samo še večjo zmešnjavo. Zelo veliko zmešnjave počnejo tudi geodeti, pa ne namenoma. Pravzaprav gradbene zakonodaje, če jo v grobem opišem, jo imamo najmanj 30 fasciklov, debelih, to je skoraj 150 kilogramov. In tega laik ne more vedeti. Stvari so drugače dokaj enostavne. Ob izvedbi legalizacije in pridobitvi uporabnega dovoljenja so tudi eksaktni podatki, ki si jih na to geodet vpiše v GURS. Ti podatki so potem temelj za vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga je pa temelj za trgovanje oziroma za lastništva, da te stvari ne pridejo v konflikte, še posebej, če so to večje število različnih lastništev. Tako da je naprej pravzaprav naloga geodeta, da izvede pravilno vpis stavbe v kataster stavb, ki je definirana s številko stavbe, s številko dela stavbe, s klasifikacijo posameznih prostorov in tako naprej. To je pravzaprav potlej fizično opisano pozicija vsakega prostora v stavbi, na katerega se lahko nanaša potem zemljiška knjiga. Zelo veliko stavb je še vpisanih v zemljiško knjigo, še posebej, če sta dva lastnika samo za deležem. Ena polovica, druga polovica, če pride do ločitve ali česarkoli, dedovanja, katera polovica je moja. Zdaj, če je to fizično ločeno, zgornja je moja, spodnja je tvoja. Če se da to fizično ločiti. Potem je problem s komunikacijami, s parkirnimi prostori, z zelenimi površinami. Kako zdaj to ločiti? Brez vseh teh geodetskih podatkov je to nemogoče. Aleksander, predlagam, čas nama kar leti, in da se vzamemo svet malo odmora in po odmoru se lotva še malo točno legalizacije, kako pa to gre, ali pa samo pridobivanja dokumentov pri novogradnji. Tako da, dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Hvala. Dragi gledalci, dragi gledalke, spet smo nazaj v oddaji Moj dom. Midva se še skupaj s gospodom Cignerjem, Aleksandrom, projektantom, izdelovalcem energetskih izkaznic, legalizacijo objektov urejate in pa samo pridobivanje dokumentov za gradbena dovoljenja. Zdaj, prej sem pozabil malo vprašati, kaj pa sama sprememba namembnosti, primer rabe nekega prostora. Velikokrat se nam je že zgodilo, da ima nekdo poslovni objekt
pa potem pravi, da je spremembo namembnosti naredil noter stanovanje. Kakšen je pa to način? A je to tako, kar se dela, spremenimo v GURS-u namembnost, pa je to ali je to kakšen drugačen postopek? Ja, ta postopek ni tako enostaven, kot se ga predstavljamo, je pa zelo veliko sprememb namembnosti določenih prostorov s samo vpisom v GURS. To pomeni, da je pravzaprav geodet zavedel lastnika, vpisal je namesto poslovne rabe stanovanjsko rabo. To pomeni, da je spremenjen del stavbe v drugo namembnost. S tem se vrednost poveča ali pomanjša, pa pravzaprav to ni v tem trenutku toliko pomembno, kot pa kaj je pravzaprav legalno. Legalno je, da se izvede postopek spremembe namembnosti samo dela objekta ali pa celotnega objekta s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja za spremembo dela, samo dela ali celotne stavbe. To pomeni, da smo ugotovili, da ta sprememba je še vedno skladna s prostorskimi akti. Zato samo spremembe vpisa v GURS do teh sprememb ne bi smeli prihajati, oziroma bi lahko prihajalo samo na podlagi teh dokumentov, ki jih pridobimo. So pa stranke v veliki večini zelo zavedene, ker so kupile stanovanje, ki je bilo v prvotnem gradbenem dovoljenju določeno, ne vem, za poslovno rabo. Ker je pa postalo stanovanje, je pa mogoče vrednost tretjino višja, je pa uporaba neskladna in Bog ne daj, da pride inšpekcijski pregled in pravzaprav je potrebno začeti urejati papirologijo. Če vas jaz prav razumem, bi jaz kot kupec, kot laik, ko grem kupiti neko stanovanje, pogledam v GURS-u, piše stanovanje. Ni 100%, da je to stanovanje? Ne. Vedno morate zahtevati pravnomočno gradbeno dovoljenje s celotno projektno dokumentacijo in pravnomočno uporabno dovoljenje s projektno dokumentacijo. Šele ti dokumenti povejo dejansko stanje, dejansko pravno stanje te stavbe. Šele na podlagi tega. Prvič je namembnost, drugič je oblikovanje ali so odstopanja ali karkoli drugega, še vedno skladna z vsemi temi izdanimi dovoljenji in tako naprej. Mogoče na tem mestu povem en primer, ki je že pred leti do mene stopil en pravnik, rekel, imam zelo velik problem. Kupil sem stanovanje pred leti v stavbi, ki ima gradbeno dovoljenje in ima uporabno dovoljenje. V čem je pa problem? Ja, na gradbenem dovoljenju piše dvostanovanjska stavba, v tej stavbi je 10 stanovanj. Vem, kako so pridobili to uporabno dovoljenje. Ves čas se je vodila stavba kot dvostanovanjska. Tudi vsi prostori so popolnoma fizično enaki, uporaba je pa neskladna z gradbenim dovoljenjem, uporabnim dovoljenjem in prostorskimi akti. Zaključila se je pa zgodba pri prodaji, tako da je pravzaprav zelo težko rešljiva, dokler občina ne sprejme spremembe prostorskih aktov in teh uredb, je to nemogoče karkoli spreminjati. Tako da mislim, da po 10 letih ta zgodba še ni zaključena. Ja, res je težko, ker če so prostorski plani, da je samo za maksimalno dvostanovanjska stavba ali dvojček, potem ne more biti več stanovanjska in je res težava. Mogoče nas bo rešil ta zadeva, če je bilo to narejeno pred letom 92, a po 91, tukaj se zdaj nekaj spreminja zakonodaja, je tako, zdaj imamo se sprejema nov zakon, kjer naj bi ta datum 1967 prestavili na bližje. Ja, to je v predlogu zakona. To je pravzaprav eden najlažjih postopkov.
v skladu s 150. členom pridobiti domnevna gradbeno dovoljenje. Tukaj se pojavljajo tudi zelo zanimive zgodbe. Pri prodaji, ne vem, javnih objektov je prihajalo do prodaje tudi brez kakršnih koli gradbenih dovoljenj. Tudi pravniki so zagotavljali, da v zakonu piše, da ta stavba ima domnevno gradbeno dovoljenje. Ja, domnevno ga lahko pridobi, ampak dokler ni izdano, ga ni. Tako da je pa v tej predlagani spremembi prestavljena letnica iz leta 67 na leto 91, kar je mogoče še bistveno bolj humano, zakaj pa ne bi stavba, ki stoji že 35 let, pridobila gradbenega dovoljenja. Je pa potrebno pri tem postopku vse stvari dokazati z verjetnostjo, ne dokončnostjo. Ampak zdaj, če se še malo vrneva tja nazaj na to spremembo namembnosti, mi imamo tudi primere, ko jih so znani, ko so v večstanovanjskih stavbah, ki so že večstanovanjske, pa so bili spodaj poslovni prostori, te poslovne prostore pri novih zgradbah ti lastniki preurejali v stanovanja, zato ker se poslovni prostori niso prodali, stanovanja so se pa zdaj spremenili, so v geodetski, ampak, kot smo že rekli, gradbenega dovoljenja pa niso spremenili, ampak za spremembo gradbenega dovoljenja mora biti načeloma 100% lastnik, 100% lastnikov mora biti za to, a je tako? Mislim, da je po zadnjih omejitvah 70%. No, pa je majčkeno bolj humano tudi je. Majčkeno bolj humano mogoče, je pa vseeno tak postopek s toliko lastniki zelo zahteven. Še posebej zaradi odmikov in drugih soglasij. Tako da je v praksi so izvedljivi postopki do 3 lastnikov. Vse ostalo je neizvedljivo. Seveda, ker nekaj moramo vedeti, če to stavbe, katere jaz poznam, kjer je noter lastnikov več kot 100, in tukaj se že gre, da nekdo je v tujini, nekdo je pravkar pokojen, in to se ves čas obrača in to je živo in enostavno, sploh ne moreš zbrati te podpise, ali pa moraš biti zelo, zelo aktiven, da to narediš. Ja, vseh teh več lastniških zadev se projektanti nadaleč izogibamo, ker je ni soglasij, ni sklepčnosti ali česarkoli. To so pa bistvene zadeve pri vseh postopkih. Bodočim kupcem pa dajemo nekako v vednost, da mora biti zelo previdni, če kupujejo v enem večstanovanjski stavbi neki pritlično zadevo, kjer že se sum, da bi bil lahko poslovni prostor, da to ni poslovni, da je bil to poslovni prostor in to ne more biti stanovanje, da res zahtevajo vse te dokumente, katere ste prej našteli. Še enkrat ponova, pravnomočno gradbeno dovoljenje s projektno dokumentacijo v fasciklu, ne samo 4 strani teksta. In uporabno dovoljenje s projektno dokumentacijo, ne samo tiste 4 strani teksta. Aleksandar, najina tema je tako dolga, da bi lahko še 1 uro sedela tukaj pa se pogovarjala, ampak čas nas je prehitel. Jaz se zahvaljujem za obisk v našem studiu, za vse te informacije, ki ste jih podali našim gledalcem v naši oddaji Moj dom. Dragi gledalci, vam pa hvala, ker ste nas poslušali, pa se vidimo v prihodnje še s kakšnimi zanimivimi temami. Nasvidenje. Enako, hvala.